Lepo zdrav sem skupaj, ponovno z vami Kristi Žmahar. Danes imamo prav posebnih 5 korakov, s katerimi vam želim nekako pomagati v situacijah oziroma bom raje rekla v energijah, ki se trenutno malce dogajajo na planetu. Verjetno ste jih že sami začutili, vsekakor je čutiti nekakšno premikanje. Ljudje se sprašujejo, kaj se dogaja, na trenutke se zdi, kot da se je vse malce zmešalo in ali je to res. In kljub temu, da imamo takih prelomnic v življenju kar nekaj in kar veliko, smo seveda ponovno na tem, mislim, da vsako leto okrog Vesaka nekako spregovorim tudi o teh spremembah. Sedaj je že nekakšno pravilo, da ko prihaja Vesak, ko številni budisti po vsem svetu odpirajo portale, ki so namenjeni temu, da podprejo ljudi, živali, rastline, morja in tako naprej, se s tem povezano tudi dogajajo spremembe. Vendar včasih nas te spremembe, seveda razumemo čisto človeško, lahko tudi prestrašijo in ta teden se mi je zdelo, da vas morda malce pripravim na te spremembe, da boste lažje zajadrali v njih in jih seveda spremenili v tisto svojo jadrnico, ki jo taki majhni veharji vsekakor ne morejo potopiti. Sedaj pa si poglejmo, kaj so naši koraki in kako si lahko v takih obdobjih pomagate. Naš prvi korak, ko se dogaja sprememba, je, da poskušate najti smisel v njej. Verjamem, da sedaj tega niste želeli slišati, kaj ne? Jaj, kako naj najdem smisel v nečem, kar me preizkuša, ko me nekaj nervira, ko me nekaj žalosti, kakorkoli že. Vendar vam moram reči, da trenutno so spremembe v enem takem obdobju, ko so nekako naše duše same zavzele tok življenja. Odločile so se, da smo pripravljeni na to, da se premaknemo eno stopničko više. In to je sprememba. Velikokrat spremembe definiramo kot tiste, ki so negativne, ki so pozitivne. Radi jih dajemo v enega izmed teh predalčkov, vendarle pa ni potrebno, da je vse tako. Nekaj se morate zavedati, vkolikor ste zajadrali v spremembe, ste v njih zajadrali zaradi tega, ker ste na neki podzavestni ravni v vesolju sporočili informacijo, da si želite nekaj več, da ste pripravljeni. Ja, včasih se zdi, kot da ste v te spremembe bili malce potisnjeni in kot da niste imeli izbire, ampak v vsakem primeru morate vedeti, da če se vam spremembe dogajajo, je to zaradi tega, ker ste vi poklicali te spremembe in ker ste rekli pripravljen sem. Saj veste tisto, ko včasih potrebuješ malce pomoč prijatelja, da te potisne naprej, no, to je točno to je ta potisk naprej. Vkolikor se boste soočali s katerimikoli spremembami in sedaj vi že veste, če ste v tem procesu, bi vam svetovala, da se usedete malce sami seboj, dejansko utišate vse zunanje zvoke, vsa mnenja drugih ljudi, vse tisto, kar nekako ne bo pomagalo vam na osebni ravni in da se vprašate, s čim ste pritegnili spremembo v svoje življenje. Ali ste morda že dlje časa si želeli nekaj novega, nekaj drugačnega, pa niste imeli poguma. Kaj je bilo tisto, ali ste morda obtičali, ali ste si želeli novih stvari. Zelo fino je, ko iščete to smernico, to pomeni, ko iščete ta smisel spremembe, da si to tudi zapišete, kajti to bo vaše vodilo, ko se bo sprememba dogajala. Veste, spremembe so zelo take, včasih izgleda, super bo, včasih nas pa malce zmedejo, kaj pa, če se ne bo v redu išlo, ali je sploh prav, da je ta tok spremembe prišel in takrat se lahko zelo ustrašimo. Takrat boste vi rabili svoj rešilni jopič in ta rešilni jopič je namen oziroma kaj je smisel spremembe. Ves čas se morate opominjati na to, zakaj je sprememba prišla, kaj je tisto, kar ste nekako odlagali, odlašali in potem sprejeti to spremembo in ves čas, ko se bo sprememba seveda odvijala, boste imeli svoj smisel in tako boste lažje tudi čez njo prišli, seveda tako, da ne boste izmučeni in da se boste na koncu lahko obrnili nazaj in rekli, wow, tole je bilo pa pravzaprav super, kajti na koncu, če dobro priznate, kaj ni vedno tako. Sledi seveda naš drugi korak spremembe oziroma kaj se dogaja v obdobju sprememb in kako delati s tem. Naš drugi korak je sodelovanje s spremembo. Sedaj boste rekli, prosim, ja, sodelovanje s spremembo.
Največkrat ljudje mislijo, da ko so nekako s pomočjo toka življenja ali vesolja nekako potisnjeni v spremembo, da nimajo izbire, sedaj so tukaj, nič ne morejo narediti. Vendar pa ni res. Zavedajte se eno stvar. Pa govorimo, če je to pozitivna ali tisto, kar bi rekli malce težja sprememba. Če boste vi imeli v taki spremembi izjemno definirano, kaj si vi želite kot izid, kaj vi želite, da sprememba prinese, ni tako zelo nujno, da poznate vse smernice, ki se bojo sproti dogajale, vendar če boste sodelovali na tak način, da se odločite, kaj bo vaš doprinos spremembi, bo vaš izid, vam moram reči, 5krat, 6krat, 7krat, niti ne vem, kako bi to nekako statistično opredelila, boljši izid, torej, kot če bi se preprosto prepuščali, oziroma nekateri ljudje, kar čakajo, da kar nekaj pade z neba in da se nekaj zgodi in to je to, sedaj smo na tem mestu. To ni res. Ko se začne dogajati sprememba, če se vi usedete, če premeditirate, če uporabite razna orodja, veste, saj smo tukaj učitelji zato, da vam pomagamo, smo tukaj, da vam pomagamo s predavanjem, meditacijami, svojimi knjigami, kakorkoli že, vendar če se osredotočite na to, kako nekako se usmeriti v to, da bo ta tok pozitiven, potem vam bo veliko lažje in ne boste se znašli potem na koncu druge poti in rekli, sedaj sem tukaj, nič nisem za to naredil, ampak mi ni čisto všeč, kje sem končal. Velikokrat ljudje, ko se začnejo spremembe s svojim strahom, usmerjajo tok te spremembe, vi si pa želite sedaj obrniti to energijo in namesto, da bi ustvarjali strahom in samo čakali, kaj se bo zgodilo, se vi odločite, kaj boste doprinesli procesu. Doprinesti nekaj procesov pomeni, da se odločite, kaj boste vi naredili, kako se boste obnašali, kaj boste razvijali, kako boste v tem času komunicirali, koliko ste pripravljeni vložiti dela, truda, časa in kako bo to potekali. Vem, da se morda sedaj na prvi pogled sliši to kot ena velika organizacija, vendar po neki strani tudi je. In jaz mislim, da je to čisto v redu, ker vse preveč čakanja nas lahko vrže kar tam na neko skalo sredi morja, medtem ko tukaj gradimo svojo jadrnico, ki bo prišla na cilj. Zapomnite si eno stvar, vkolikor imate usmerjeno energijo, vkolikor veste, če imate cilj na svojem končnem rezultatu, boste vedno imeli boljšo možnost, da pridete do tja. Zato bi rekla, da sodelujte s spremembo tako, da se pripravite in se odločite, kaj boste naredili. Ampak, ko se enkrat odločimo, kaj bomo naredili, pa prihaja en trik. Da, seveda razkrila ga bom v naslednjem koraku. Iskreno moram povedati, da ko se začnejo odvijati spremembe, če gledam smeri vesolja, tako dolgo že komuniciram z angeli, moram reči, da vsaka sprememba je naravnana na pozitivo, je naravnana na svetlobo, je naravnana na ljubezen. Vsekako se pa pojavlja potem vprašanje, če je to tako, zakaj se vedno zdi, da ko neki določeni posamezniki pridejo na konec tega procesa, pa ni vedno to tako. Recimo, če je nekdo že nekaj časa se odločil, da bo zamenjal kariero, pa zamenja in potem pride tja, razumete, in nekaj ni v redu, se definitivno vpraša, ali je ta sprememba dobra. Mislim, takih primerov bi zelo, zelo veliko lahko vam povedala, ampak sem prepričana, da jih poznate iz svojih izkušenj. Kar bi komentirala na to temo, oziroma naš tretji korak pri osvajanju spremembe, je vztrajanje. Veste, velikokrat, ko se ljudje odločijo, torej ozavestijo, zakaj bo sprememba dobra, gredo v tok z njo, sodelujejo z njo, velikokrat, ko so v samem procesu, zamenjajo to energijo in ne vztrajajo. Tisti, kar je potrebno kot tisto, kar so koraki, tisto, kar bo treba nekaj časa počakati, se predati, zato da bi se videlo tisto širšo in lepšo sliko, velikokrat ljudje malce zablokirajo energijo, ker ne vztrajajo. Ljudje smo zelo naravnani na to, da prehitro odnehamo, da prehitro smo naravnani na to, da če ne vidimo končnega rezultata takoj danes, potem se umaknemo ven iz tega, prestrašimo se in zelo hitro tudi v teh procesih sprememb zamenjamo naše poti. In tukaj se potem dogaja kar veliko blokad. Vkolikor ste se odločili, da ste v spremembi in kaj boste naredili, vam priporočam, da jaz se včasih hecam, pa je to sploh izraz, ni vendar kakorkoli že, tudi če ušpičene prekle padajo dol z neba,
da ne zamenjate tisto, kar ste se odločili, da bo del tega procesa. Ker, veste, na poti sprememb boste preizkušeni, boste dobili teste. Poglejte, to sem pri vsakemu videla, tudi pri sebi in ne vem, to je nekakšno tako pravilo. Verjetno smo si kot duše to izbrali, vendar, če ste se odločili, da boste nekaj spremenili in kako boste to spremenili, se ne umikajte ven iz tega. Ker, veste, jaz zelo rada poučujem o podzavesti in zelo rada razlagam tudi svojim tečajnikom o tem, da vkolikor ste vi enkrat rekli, to je sprememba, tako bomo delovali, potem pa vi to zamenjate zaradi strahu. Ne zato, da bi spremembo še nadgradili, to je druga stvar, ampak zaradi strahu. To pomeni se pomaknili ven iz spremembe, to pomeni nekaj ne dokončali. Naslednjič, ko boste mislili, da ste pripravljeni na spremembo in jo boste želeli sprožiti, vam bo podzavest sprožila blokado, ker vam bo rekla, ne verjamem ti. Ne verjamem ti, da boš to naredila in boste imeli zelo težko delo, da boste prebijali zaradi tega, ker v resnici na podzavestni ravni ne boste sami sebi verjeli. To pomeni, če ste enkrat 100% prepričani v začrtano pot, nikar ne poslušajte druge ljudi, nikar ne poslušajte zunanje impulze, vendar samo hodite. In tudi, ko bo najtežje, se boste morali opominjati na to, da je treba vztrajati. Jaz mislim, veliko uspešnih zgodb sem že prebrala v življenju in vse so imele eno tako skupno rdečo nit in rdeča nit je bila vztrajanje. Zatorej vas resnično spodbujam v tem obdobju, ko se bo zdelo, da vas želi kaj prestrašiti ali ustaviti, vztrajajte. To je definitivno nasvet, za katerega verjamem, da boste hvaležni in boste rekli, še dobro, da nisem prehitro odnehala oziroma vrgla puško v koruzo. To je to, gremo naprej na naš naslednji korak, kaj nas čaka. Naš naslednji korak pravi nekaj, kar ljudje zelo radi pozabijo. Naš 4. korak pravi to, da ko ste v procesu spremembe, morate vedeti, da pripravili ste se na njo energetsko, sedaj morate pa na to pripraviti tudi svoje telo. Ko se dogajajo spremembe, je to energija, ki menja svojo frekvenco, se dviguje, se preoblikuje, se spreminja. In vkolikor se to dogaja, veste, našemu čustvenemu in telesnemu sistemu ni vedno najlažje, kar ste verjetno že sami ugotovili. Zato ljudje velikokrat, ko so v spremembah, se ukvarjajo samo s spremembo in z okoliščinami, pozabijo pa, da so oni gonilo te spremembe, kar pomeni, da morate v tem obdobju vsekakor v prvi vrsti, vkolikor želite pozitiven rezultat, poskrbeti zase, da boste dovolj jedli, da boste dovolj spali, da bo ta hrana sveža, da bo zdrava, da boste imeli dovolj počitka, kaj je vaše sproščanje, kaj so vaši hobiji, meditacija, nekaj, skratka vaša vrsta meditacija, ki nekako umiri vaš in vas poveže s seboj, zaradi tega, da boste ves čas znali dvigovati svoj energetski sistem. Kajti veste, nič vam ne bo pomagalo, vkolikor je lahko ta sprememba še tako pozitivna, če boste vso energijo imeli samo v njej, pozabili boste pa to, da ste vi tista, ki to drži vse skupaj po konci, ker na vse zadnje, če kakorkoli pride do tega, da ste izčrpani, preobremenjeni, se lahko zgodi, da na tem procesu spremembe padete, se vrnete v stare vzorce, stare okoliščine in to ni potrebno, kajti veste, če bi bili zelo pozorni, v življenju nasplošno zelo pozorni, če bi znali brati svoje signale, bi vedeli, kdaj je čas, da se ustavimo, bi vedeli, kdaj je čas, da poskrbimo zase, zato da bo naši rezultati sprememb pozitivne. Zato veliko ljudi sem v zadnjem času videla izčrpane, izgorele, kakorkoli razočarane, razumete? In potem se samo predajo energije, vkolikor bi bila ta energija postavljena, bi lahko tudi to spremembo izvedli do konca. Jaz verjamem sedaj, ko veste, da vi to boste to storili. In to je bil zdaj naš 4. korak, kar pomeni, da nas čaka samo še eden in kmalu bomo pri koncu. Peti korak pa verjamem, da vam bo zelo všeč. 5. korak namreč pravi, uživajte v spremembi. Ljudje smo se nekako v teh obdobjih našega ustvarjanja v tej moderni dobi navadili, da tudi ko pride sprememba, tudi ko smo opravili delo, da ves čas potem imamo v glavi, kaj je naslednji korak, kaj moram spet spremeniti, kaj je. Moram reči, da to izredno izčrpa
In veste, včasih pride trenutek, ko se sprememba odvije, da se ustavite in uživate. Uživate, kaj ste zgradili, kaj je to prineslo, mogoče včasih tudi odneslo, kaj pa veste, in da si vzamete tisti čas, ko mirujete, ko delate stvari, ki so vam blizu, ko opazujete, kaj ste storili in resnično nekako vdihnete vase. Kaj je ta sprememba prinesla? Kajti to je ta izkušnja, ki si jo duša želi. Ona si želi spoznanja. Zato je prišla na vse zadnje na ta planet. Prišla je do ta spoznanja, prišla je do tega, da nekako ve, zakaj je zrasla, zakaj se nekaj odvila. In če si ne vzameš časa, da bi to ozavestil, potem, veste, bo sprememba morda fino izgledala od zunaj, vendar je ne boste čisto začutili od znotraj. Zato bi rekla, da ko ste opravili delo, se odločite, kaj bojo vaše nagrade in kako boste v tem uživali. Sedaj res prihaja to obdobje, nekako pred poletjem se bomo pripravljali na vse mogoče, res bo veliko, jaz temu rečem, efekta ping-pong žogice, stvari, ki bodo krasne, na vse zadnje stvari, ki jih ne bomo povsem razumeli, zakaj se morajo tako zgoditi. Določene ljudi, razumete, bomo razumeli, določenih ne bomo. Tako je življenje, take so te spremembe. Gre samo za to, da ne čakate, da boste žrtev ali heroj, ampak da nekako sodelujete v tem procesu. In naše končno vprašanje se mi zdi v tem obdobju bi moglo biti takole. V prvi vrsti, kaj lahko naredim zase, kakšno spremembo lahko jaz naredim na sebi, vendar to drugo vprašanje takoj zatem pa je, kako lahko sedaj pomagam drugim. Kako lahko pomagam drugim ljudem z nasveti, s tem, da jih poslušam, s tem, da nam je mar, velikokrat nam ni mar, kako lahko pomagamo živalim, kako lahko pomagamo naravi, ki nas kliče. Veste, vse te spremembe tudi narava z nami daje čez, tudi ona se spreminja, tudi ona velikokrat mora transformirati na svoje načine. In vkolikor se bomo bolj povezali z njo in ona bolj z nami, vkolikor ji bomo pomagali pri teh spremembah, bo tudi ona podprla nas, saj smo naravna bitja. Tako da to je del sprememb, torej začne se z nami in na to, če se bomo skupaj povezali, bo definitivno potem ta uspeh šel v višave in do zvezd. Jaz vam vsekakor upam, da sem vam pomagala. Toliko za danes od mene. V nadaljevanju pa vas seveda vabim, da si pogledate. Jaz sem tudi v procesu nekih novih idej, čisto nove projekte postavljam, ki bodo nekako prišli ven skupaj z mojo novo knjigo decembra, vendar do takrat pa številne nove meditacije, novi prazniki in vse to je ravno zaradi tega, ker so te spremembe na poti, zato sem se tudi jaz prilagodila, vprašala angele, kaj potrebujete in to so ti dogodki, ki sledijo. Upam, da se vidimo na kakšnem izmed njih, za vse ostalo pa želim vse najlepše, seveda se še slišimo. Adijo!